Pozdravljeni vrtičkarji! Danes smo zasadili mešano gredo z zeljem, solato in nizkim grahom. Z zemlje smo najprej odstranili zimsko zastirko iz slame, tla obdelali z motornim kultivatorjem drobno grudičasto strukturo. Na gredo smo dodali tudi bioorgansko zemljo, ki bo poskrbela za optimalno oskrbo z vodo, hkrati pa tla tudi rahljala. Na del gredice, kjer smo gojili zelje in solato, smo tudi pognojili, uporabili smo bioorganik, tako bo v vrtu manj strun, polžev, vrtnine pa primerno pognojene. Takoj po sajenju smo rastline zalili z biostimulatorjem iz morskih alg, ki smo ga dodali vodi za zalivanje. Tako bomo izboljšali kalitev graha, zelja in solata pa se bosta bolje ukoreninila. Rastline bodo tudi bolj odporne na stres zaradi velikih temperaturnih nihanj, ki so ob koncu zime in v zgodnji pomladi zelo pogosta. S tem ukrepom bomo povečali tudi odpornost na bolezni in škodljivce, poraba hranil pa bo manjša tudi do 30%. Dobro je, da biostimulator iz alg uporabimo pred vsako večjo zmrzaljo ali na vsakih 15 dni. Ukrep pa izvajamo tudi poleti, ko rastline najbolj prizadeneta suša in vročina. Čez teden dni smo poskrbeli še za škropljenje z visoko koncentriranimi aminokislinami. Te bodo poskrbele za hitro obnovo rastlin v stresnih razmerah. Aminokisline pa so povsem naravna rešitev za vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline. Tako so dejansko izpolnjene vse razmere za povečane zdrave plodove in večjo listno maso, rastline pa se tudi počasneje starajo in dalj časa ostanejo sveže. V primeru mraza, suše ali toče priporočam, da rastline najprej oskrbite z algami, po poškodbah pa uporabite še aminokisline. Pripravka iz alg in visoko koncentriranih aminokislin uporabljamo ločeno, najbolje izmenično v rednih tedenskih presledkih. Današnji nasvet je zaključen. Vabim vas, da se prijavite tudi na novice Zeleni svet. Sledite nam tudi na YouTube kanalu. Moje ime je Davor Špehar. Veseli me, da to leto vrtnarimo skupaj.